Dober dan. A je od včeraj kaj manj svobode govora in svobode tiska? Namreč Evropsko sodišče za človekove pravice je v neki zadevi, ki se je vlekla približno eno desetletje, ocenilo, presodilo, da na spletnih portalih ni nekaznovano pisariti, kar se pač nekomu zazdi, ni dopustno posegati v dostojanstvo človeka pod krinko svobode govora oziroma svobode tiska. Prve ocene so bile mogoče, da gre celo za neko uveljavitev cenzorskih posegov v internetno prostranstvo. Kar se mene tiče 10 let prepozno. Ne? Zakaj? Zato, ker je to edina logična izpeljava medijske svobode, odgovornosti in tako naprej. Ne? Da nekdo, ki ima kaj zapovedati, da se identificira, se podpiše, da od sebe svoje whereabouts, številke, telefonske številke in da je sledljiv. Ne? Ja. A se to ne spodobi? Ne? Kar se mene tiče, ja. Mislim, moja svoboda govora in javnega izražanja ni čisto nič prizadeta. Je pa res pač, da nisem nikdar nastopal kot anonimec in po drugi strani nisem nikdar svojim pisanjem vsaj namerno škodoval dostojanstvu človeka. Da bo zadeva razumljiva povedati, zakaj šlo. Pravi, v Estoniji obratuje spletni portal, ki se imenuje Delfi, je največji spletni portal v Estoniji oziroma en največjih. In ko je prišla leta 2005 ali 2006 v tiste kraje ob obalah morja zima, so poti, po katerih so pluli trajekti, zmrznile. Lokalna družba, ki upravlja s trajekti, je bila prepozna ob pošiljanju ledolomilcev na teren. Zaradi tega so bile poti za trajektne plovbe občutno daljše, kot bi bile, če bi bili ledolomilci pravočasno na terenu in bi pač led umaknili. To je sprožilo burno debato na internetnih forumih, anonimno debato na spletnem naslovu Delfi Estonija, in ob tem so precej svinjali tudi čez menedžerja te trajektne družbe, ki ga Evropsko sodišče za človekove pravice identificira kot osebo L. Mislim, tako, bili so približno taki izpadi, kot jih lahko zasledimo tudi, če spremljamo slovenske spletne portale oziroma te debatne forume. Estonsko sodišče je presodilo, da mora Delfi plačati 300 evrov odškodnine. 320 se mi zdi. Ja, pravi neko relativno bagatelno vsoto. Vendar se je Delfi pritožil, češ da gre za poseg v svobodo govora in svobodo tiska, a je potem na vseh stopnjah v Estoniji izgubil. Prav tako pa je z sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice izgubil že leta 2013. Potem se je v naslednji rundi sestala še velika porota tega istega sodišča in presodila v bistvu enako, ampak pravnomočno. Se pravi, internet ni prostor, kjer bi bila pravica do svobode govora ali pa nakladanja ali pa žaljenja postavljena nad pravico posameznika do osebnega dostojanstva. Pravica posameznika do osebnega dostojanstva je višja vrednota od pravice do svobode govora ali pa v tem primeru do svobode obrekovanja ali pa blatenja. To je na kratko ta zgodba. Je pa dejstvo, da se
s to presojo Evropskega sodišča za človekove pravice neko obdobje interneta končuje, pa morda začenja nekaj novega. Kajti poslej bo znano, poslej je znano, da ni dopustno anonimno žaliti in svinjati čez ljudi, v tem primeru tudi čez pravne osebe, se pravi podjetja. Pozdravljamo. Pozdravljaš. Ti osebno nisi hotel, oziroma že dolg časa imaš to osebno politiko, da pod tvojimi članki ni komentarjev. Ne. Si nedovoljen tega. Čisto preprosto, zato ker tako drugače moram postaviti. Če mediji, zlasti tiskani, s katerimi se mi ukvarjamo z zapisano besedo, želimo, da se bo medijska kultura, pisana medijska kultura spostavila nazaj, potem je prvi ukrep, ki ga je treba narediti, treba zapreti internetna komentiranja. Razen pod zelo transparentnimi pogoji, kjer se nekdo identificira z imenom, priimkom in vsem, skratka, tako kot se avtor nekega zapisa izpostavi in identificira, tako se mora identificirati potem tudi tisti, ki se odziva prvič. Drugo, kar je, tako kot je novinarja zavezuje novinarska etika, tako mora tudi pisca komentarjev zavezovati kodeks. Novinarski? Ja, najboljše je, če si ga privzame, ampak nek kodeks, ki je v bistvu merljiv na sodišču. Je tako? Oziroma kodeks je merljiv na častnem razsodišču. Na častnem razsodišču, v končni fazi tudi na rednem sodišču, žalitve in tako naprej, so konec koncev tudi kazensko in odškodninsko pregonljive. Ampak že samo dejstvo, da se taka fronta odpre v nek proces, v komunikacijo vnaša popolnoma napačne mehanizme in tudi napačne prakse. In to se je pri nas zdaj dogajalo. Da bi bila pa zadeva še bolj problematična, so se pa v to kloako ali pa v to neurejenost vključili še politični interesi. Zlasti v Sloveniji je bilo to zelo, zelo izrazito in je še izrazito, ampak se mi zdi, da rahlo manj, nekaj manj. In tretja nesrečnost, ki je v zadnjih 10 letih spremljala vso to zmešnjavo, je bil pa kapitalski interes lastnikov oziroma medijev, ki so razumeli pač divji zahod na internetu kot priložnost za kvantitativno merjenje obiska in s tem trženje oglasov, kar se seveda ni zgodilo. Se pravi, klike bi prevedli v neko valuto, oziroma klike bi prevedli v oglase, oglase pa v neko valuto, ki je zamenljiva. Bolj, ko se je divjalo, bolj se je klikalo, so menili, da bo koristilo pač oglaševalski srenji, kar se seveda ni zgodilo. In med tem, mislim, to je bila dosti grozljiva scena. Novinarji so med tem postali divjad, na katero se lahko strelja iz zasede. Točno tako. In to se je tudi obilno in bogato počelo. In hiše niso nikoli zaščitile novinarjev, ampak so zaščitile interese klika ali pa celo interese. Mislim, pol vidiš, kako niso imeli pojma v ničemer, če so to jemali pod firmo demokracije pa pluralizem. Zaščitili so interese anonimne klike. Tako je. Ko je internet začel nastajati, takrat je obstajala ocena o nekem neskončnem demokratičnem potencialu interneta. Vsak bo imel dostop, vsak bo lahko tudi objavljal, vsak bo lahko razpravljal. Internet je bil razumljen kot neka potencialno delujoča agora, grška, ali kot potencialno učinkovito delujoč rimski forum, na katerem bodo vsi državljani lahko razpravljali o javnih zadevah. Ta iluzija je malo padla. Pravzaprav niti ni, samo artikulira se, ker recimo, ko so izumili angleško stranišče, je bilo tudi to mišljeno vzvišenim ciljem, ne pa tem, da bo greznica vladala hiši. Greznica ne vlada hiši, hiša vlada greznici. In to je samo stvar akcentov, kam jih postaviš. In poanta tega, da je agora pač prostor, internetni prostor govora vseh o vsem, je častna zadeva, vendar je treba potem ob tem pač še vedno pripoznati kulturo, pripoznati nekatere komunikacijske pač mehanizme in čist preprosto lepo obnašanje, manire in tako naprej za vrednoto. In konec koncev tudi to.
treba se enostavno postaviti pred človeka, ga pogledati v oči in mu reči, ti si pa to in to narobe naredil. To pomeni, podpiši se, identificiraj se. Ne? Pa, veš, to so, ne vem, kakšne manire pa so to, ne? Da iz zasede streljaš. A veš, podpiši se, identificiraj se, dej svojo davčno številko, ne, ali pa telefonsko številko in 4, če boš kljub temu, da boš storil vse to, internet še vedno zlorabljal za svinjanje, te bomo črtali. Seveda. Vendar bo potem očitek, da smo cenzori. Hvala Bogu, cenzori smo. Se to je naloga urednikov, da so cenzori. Okay. Lej, cenzura je nekaj, kar je državni ukrep v mediju. Lej, jaz lahko tebi rečem, karkoli hočem. Ti varuješ človekove pravice, jaz ti lahko rečem, da si brutalen elitist in da v bistvu segregiraš. Ne? Jaz tebi lahko rečem, karkoli hočem, kaj se tebe dotakne, kaj tebe prizadane. Ne? Jaz napišem nek članek, recimo zanj si mi naročil uvodnik o, ne vem, če je že skratka pisal sem o beguncih, ne, če se spomniš, ne, in sem dobil, ne vem, e-mail od nekega Marka Draxlerja, ne, v katerem je vse vrednote pomesal. Milanov človek, komunajzar, tisti, a veš, za morce boš pripeljal v Slovenijo, pripeljal si jih domov, pa jih preživel, pa mu videl, razumeš, ne, skratka, greznica popolna, podpisan Marko Draxler, ne, za X, ne. Domnevam, da to ni realna oseba, pa če tudi je, ne, a veš, mislim, potem, če je realna oseba, potem se vsaj upa podpisati, ampak takih pisem v zadnjih 10 letih, ne, sem moral prebrati na tone in tone in tone, ne, veš, in to je v veliki produkciji tudi vseh teh korporativnih medijev, ki so izvirali v vese kateri stranki in tako naprej, tega bilo ogromno, ne? Ampak se zapakira noter vse, ksenofobija, veš, neka fašistoidnost, neka nestrpnost, verska nestrpnost, rasna nestrpnost, primitivizem in včasih pa čisto preprosta psihopatologija. Ne? In te psihopatologije, po mojem mnenju, na ravni tega interneta, bolj kot ksenofobija ali pa česa drugega, bi rekel, vsaj 80% vzgibov z tega pride. Ne? Pa kultura, ki jo ti enkrat zaseješ, ali pa ki jo enkrat vzpostaviš, pa naenkrat postane nevzdržna. In hvala Bogu, da se je zdaj pojavilo neko sodišče mednarodno za človekove pravice, ki je jasno in glasno reklo, da je to nesprejemljivo. Zdaj je pač nek svetilnik pozidan, postavljen za svetu in bodo vsi pač morali se na njega ozirati. Ne. Mi se bomo pa na njega lahko sklicevali. Ne. Dolgo smo čakali na to. Lej, mislim, prav vprašanje beguncev, azilantov, ne, se pravi ljudi, ki imajo to smolo, da iz Afrike prihajajo približno 1 milijon let za našimi predniki. Ne. To je v tem trenutku tudi predmet zelo žolčnih, koleričnih debat, ne, na medmrežju, forumih in tako naprej. Ne. Kvote, a veš, je Slovenija sposobna sprejeti 770, 7000 ali pač ne vem koliko, ne, migrantov iz Afrike. Ne. Kakšno je tvoje stališče glede tega? Ne Slovenija zapre mejo? Moje stališče je, da odpre meje in da sprejme ne samo 700, ampak 1000 ljudi, zaradi tega, ker je to humanistična postavka in še več. To, kar zdaj evropske države počnejo, ne, da če svoje meje ne spuščajo tistih, ki so prišli v Italijo, ne, to je začetek konca neke civilizacije. In tiste države, ki so bili do imigrantov širokogrudne, so okrog tega naredile programe, so se s tem ukvarjale, so vedno profitirale v končni fazi, čeprav to ni bil nikoli prvi motiv. In odnos do človeka, mislim, ta sovražna, zdaj, to je zelo zanimiva primerjava zdajle, ki so jo vzpostavila med imigranti, med vojnimi begunci in tako naprej in med sovražnim govorom. To, internetni govor. To gre v štric, na to, kar je meni tisti Draxler neki, ne, poslal, ne, je bila kompilacija, taka, kot bi iz gestapovske propagande leta 35, 36, 37 razbral. Kompilacija antisemitizma, proti migrantstva, predsodkov, a veš, zoper političnih predsodkov, in popadljivosti. Ne. Zdaj ravno delam intervju za sobotno prilogo, sem si ga že po obsegu videl, ne, z Matevžem Koširjem, zgodovino Matevžem Koširjem o amazonstvu. In ravno v prostozidarstvu. In ravno to, recimo, eden od mejnikov je bilo leto 1934, ko je bil storjen atentat na kralja Aleksandra v Marsejju.
In od takrat naprej se je izredno pospešila, nekateri podatki, relevantni zgodovinski podatki kažejo, da je za tem atentatom v bistvu že stala nacistična tajna služba. Ne? Ampak izkoristili so pa to, da bi zanetili nek spor, naredili neko situacijo, podobno tisti iz leta 1914, ko je bilo v Sarajevu narejen atentat na Franca Ferdinanda in se je potem spočela Prva svetovna vojna. Ampak ideja je bila pa ta, da določiti gabarite kužnega subjekta. To so bili mazoni, judje in takrat so rekli tudi jezuiti. Ne? Pa komunisti. Komunisti v nadaljevanju, ampak ta prvi je bilo pa judovsko-mazonsko-jezuitska zarota, Košir lepo definira, potem pa tudi komunistična zarota. In leta 1941 je bila v Beogradu že razstava, ki je bil kompendij vseh teh predsodkov v paketu. Ne? In sovražni govor je bil študiran, to se pravi, tako kot v Sovjetski zvezi, tudi Hitler takrat v bistvu propagando pripeljal na rob umetnosti. Oni so imeli poseben biro, poseben urad, ki se je ukvarjal samo za produkcijo sovražnega govora, kužnega subjekta in pa za prevezavo teh ljudi v teorijo zarote. To, kar v Sloveniji v zadnjih 15 letih, od leta 2004 naprej poznamo v medijih, nekateri smo bili žrtve tega. Ne? Skratka, ta vložek v transparentnost govora, kakršen ga je zdaj pač to sodišče pokazalo, ne, je imenitna stvar. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker v bistvu vse te politične in pa nestrpnostne manipulacije v izhodišču onemogoča oziroma, če jih že ne onemogoči, jih pa kvalificira. Ne? In tudi ta govor, recimo, to je nekaj, kar bi mediji, recimo, zdaj ne govorim na ravni cenzure, govorim na ravni uredniških politik, ne, bi se mediji preprosto na nek neformalen način morali dogovoriti, da se ne dovoli v javnem prostoru o begunskem vprašanju pisati drugače kot pod humanitarnim vidikom. Se preprosto ne dovoli. Ja. Humanitarni ali pa humanistični vidik, skratka, to so žrtve. Ne, veš, ja. In o tem se piše s tem zavestjo, da imamo pred sabo ranljive, konkretne ljudi, ki so v stiski in jih treba pomagati. Ne pa pod vidikom, zdaj se pa nacionalizem, dviguje iz upravičenih razlogov, zaradi tega, ker to so potencialni teroristi. Mislim, da sem celo nekaj tega slišal, da je bilo v parlamentu govora. So se na tak način pogovarjali, da se zdaj v Evropo vnašajo potencialni teroristi. Teroristi se ne rabijo pelati z tistimi mučnimi dolgimi vožnjami na tistih slabih čovnih. Teroristi pridejo po tajnih kanalih. Deva samo en potencialni nesporazum odpraviti. Na intervju s tvojim sogovornikom Koširjem bo objavljen 27. Ne 20. Pa lahko povemo, bo pa objavljen daljši intervju s Tino Maze. Aha. In se boste srečala Vesna Milek, mojstrica intervjujev in mojstrica belih strmin Tina Maze. Zanimiv dialog se obeta. A bo to trg dveh svetov ali bo to seštevanje kakovosti? Mislim, novinarska odličnost se sreča s športno odličnostjo, to je isti svet, soroden svet. Ne? Tako da se tega veselimo. Fajn. Zdaj bom pa žleht, ne? V obeh primerih, prvem in drugem intervjuju, bodo komentarji zaklenjeni. To je bilo samo retorično vprašanje. Ne, mislim, nedvomno, ne, veš, vse novinarske hiše, ki organizirajo te spletne razprave, čaka zelo temeljit razmislek, mislim, kaj bodo s tem počeli. Ne. Kar se mene tiče, pogledaj takole, ne, tiste stvari, ki jih bom jaz postavljal, bodo zaklenjene. Tiste stvari, ki pa bi bile zanimive za debato, kar tudi ne izključujem, ne, in to bo prihodnost internetov, morajo biti pa moderirane. Moderirane pač na način, da čim se pojavijo toni, intonacije in tako naprej, ki so neprimerni, se enostavno briše. Ampak zato ti rabaš res veliko ljudi, ne, ki bi to noč in dan skrbeli. Jaz si tega ne predstavljam, ne, kako ti lahko noč in dan paziš na to, kaj se bo na netu pojavilo. Ne. Mislim, približno tako, kot so nekoliko bolj odzivna pisma bralcev, ne, pač. Ne? Ampak jih nekdo vnaprej pregleda, ne? Sveda, ne. Tukaj, ker konec koncev, ne, medij, ki to objavi, ne, je odškodninsko odgovoren za to, kaj je bilo objavljeno, razen pač ne, če je
avtor zelo jasno identificiran, pa še v tem primeru. Ne, še v tem primeru je medij tudi odgovoren za objavljeno vsebino. Ne. Se ti poznaš primer, ko sem jaz izsledil eno diskvalifikatorko in sem jo objavil, ne? Ja. Je ona mene dala na častno razsodišče. Se spomnim, ja. Se spomniš, ne? Ja, to so perverzne scene. Ne? Ja. To je neverjetno. Ne? Jaz sem zelo zadovoljen, sicer mogoče majhen govorim proti urednikom našim tudi, ali pa proti, ampak to so sladke skrbi, meni je to všeč, da jih bo glava bolela za to. No, lej, mislim, zakaj bi jih bolela glava, ne? Pač prvič, treba bo razmisliti in treba bo izdelati model, ustrezen model postaviti. Ne? Ja. Hvala lepa. Tudi tebi.